Prav lepo pozdravljeni v četrti oddaji S teboj lahko. Ja, govorili bomo o tem res zanimivem projektu. Naša prva sogovornica pa bo direktorica Varstveno-delovnega centra Zasavje, doktorica Špela Režun. Špela, živjo. Pozdravljeni. Midva sva bila skupaj v prvi oddaji, takrat si kar predvsem zelo natančno predstavila ta projekt. Zdaj je to že četrta oddaja in v tem času se je že marsikaj zanimivega zgodilo. Ampak za tiste, ki so mogoče pozabili, kaj ta sploh projekt je, mogoče nekaj pojasnil. Ja, na kratko, v Zasavju izvajamo projekt pomoč pri pilotu VDC Polž Mariboru za razširitev podpornih storitev za invalide, za življenje v skupnosti. In sicer so to podporne storitve, ki so predvidene po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. In namen tega pilotnega projekta je, da se razvijajo, da se preizkusijo, kaj uporabniki sploh potrebujejo, da lahko samostojno zaživijo v lokalnem okolju. In do sedaj smo prišli že do zelo, bom rekla, različnih zanimivih ugotovitev, ki se dajo, bom rekla, zelo koristno uporabiti, pa tudi do številnih težav, na katere sproti opozarjamo, da bi lahko potem podporne storitve, ko bo pilotni projekt končan, čim hitreje dejansko zaživele tudi sistemsko v praksi. No, veliko je že takih srečno zaključenih ali pa zgodb, ki so se srečno začele, pa mogoče najprej o tem, na katerih področjih si zadovoljna, pa kje še malce škripa, pa zakaj? Zadovoljni smo s tem, ko vidimo, da so te storitve v skupnosti dejansko prepotrebne in so uporabnikom, bom rekla, ravno v času tega COVID leta, ko so bile okrnjene različne storitve, tudi VDC v določenem obdobju prišle še kako prav, zaradi tega, ker tukaj gre za individualne storitve, se pravi, pride oseba do uporabnika, je to individualni sprehod, je to individualna podpora pri kuhanju in tukaj je manj tveganja kot pri skupinskih aktivnostih. In na takšen način marsikateri uporabnik, ki ni mogel prihajati oziroma se je bal zaradi samega covida, dokler nismo bili cepljeni, prihajati v VDC, je imel na ta način omogočene dodatne storitve, druženja, tudi podporo pri samostojnem življenju. In kje škriplje, recimo, kaj bi še potrebovali, da bi lahko ta projekt še bolj zaživel? Zdaj, verjetno, čisto laično, kakšno stanovanje več, ne? Ja, to je eden izmed pogojev. Tudi če bomo želeli podporne storitve v skupnosti izvajati, tudi, bom rekla, osebno asistenco, ker Zakon o osebni asistenci že živi in bomo potem imeli tudi sogovornico, kjer je področje podobnih problemov in eden izmed takih problemov so stanovanja. Če želimo invalidom, uporabnikom VDC-ja zagotoviti neodvisno življenje v skupnosti, potrebujejo prilagojena stanovanja za to. Marsikdo ne potrebuje varovanega stanovanja z vsemi, bom rekla, karakteristikami, ki se tičejo varovanih stanovanj, ampak samo stanovanje, ki je dostopno, ki nima nekih arhitektonskih ovir in ki mu zagotavlja, bom rekla, normalno bivanje, da ni ovire v kopalnici, ko gre v kat, da so vrata dovolj široka, da ni stopnišča oziroma so te arhitekturne ovire rešene z dvigalom. Tako da je zelo pomembno, ko se načrtujejo nove gradnje v Zasavju, da se razmišlja tudi v smeri oseb, pa niso to samo invalidi, uporabniki VDC-ja, ampak tudi starejši in uporabniki osebne asistence. No, nekaj stanovanj se je že našlo, nekateri so že zaživeli, tudi potem naš naslednja gostja iz Čemšenika, ki se bo že v kratkem selila v Trbovlje. Kako uspešen je bil pa danes tvoj sestanek z zagorskim županom, Matjažem Švaganom? Ja, mi vidimo, da enostavno moramo biti zelo aktivni, da se bojo prihodnje gradnje, ki se počasi le odvijajo, tudi v Zasavju napovedana je gradnja v Trbovljah, v Hrastniku, tudi Zagorje pripravlja projekte. Seveda so tukaj mlade družine, ki v Zasavju potrebujejo stanovanja, so to starejši, so pa tudi invalidi, ne. In tako, kot sem že predstavljala vsem direktorjem občinskih uprav, občin, iz katerih prihajajo uporabniki VDC-ja,
je tudi za dolgoročno delovanje, rekla, samega občinskega proračuna veliko bolje, če se investira v stanovanjsko politiko, v stanovanja za osebe, ki so zmožne samostojnega bivanja s podporo, saj doplačila oskrbnin v institucijah občine zasavske letno koštajo oziroma zneše ta strošek že preko 1 milijon evrov. Pa tukaj ni bistvo stroška, samo velikokrat pač občina, država gleda tudi skozi stroške, ampak je na drugi strani bistvo kakovost življenja uporabnika, ki če je zmožen bivati sam v skupnosti, pa naj bo to invalid ali pa starejša oseba, če ima primerno stanovanje in podporne storitve v skupnosti, je to bivanje lahko zelo podaljšano, mogoče do konca njegovega življenja mu ni potrebno v institucijo. Ker institucije so pa tako, tudi če si sedaj država prizadeva in ima razpise za finančna sredstva iz večjih inštitucij v manjše inštitucije. Ja, za Zasavski VDC imamo majhne bivalne enote, pa še vseeno so to bivalne enote, kjer veljajo neka pravila, ki se jih je treba dogovoriti, če 10 oseb živi skupaj, ki so drugačna od tistih, ker če ti živiš sam, ne vem, si organiziraš življenje mogoče s podporo tam, kjer sam ne zmoreš, samo vseeno živiš tako, kot hočeš in to dejansko, ne glede na to, kateri zaposleni bo v službi, kakšen bo način, pač sam boš vplival na svoje življenje, tako kot vsi drugi lahko tudi. Ne. Kako je to kaj finančno? Ne? Nekdo živi recimo v bivalni enoti varstveno-delovnega centra ali pa mogoče kako v domu upokojencev ali pa če zaživi na svojem. Kako je to z denarjem? Mesečni stroški so zelo različni, s tem, da moramo vedeti, da uporabnikom v VDC, če grejo v inštitucijo, vso razliko do tistega, kar sami nimajo z invalidnino, pokrije občina, iz katere prihajajo. To pomeni mesečno vsaj 10 tisoč evrov stroškov za občino na uporabnika. V zavodih po Sloveniji, kjer je pa ta celodnevna oskrba, pa to pride tudi, bom rekla, 3-krat ali pa še več kot toliko več. Zaradi tega je upravičeno razmišljati o tem, kaj pomeni, če svojec, se pravi starš, obdrži otroka doma, mu nudi podporo oziroma mu želi priskrbeti potem podporne storitve, da zaživi samostojno življenje oziroma se pridobi osebna asistenca, da je to dejansko, poleg tega, da je za kakovostnejše življenje za uporabnika, lahko na koncu tudi celo manjši strošek za občino oziroma državo. Špela, ko ste šli tisti, ki ste snovali ta projekt, ste boj lahko nekako na to pot si pričakovala, pa so tudi v Mariboru pričakovali, da bo takšno zanimanje, da se bo toliko oseb javilo, da pa želijo živeti na svojem? Dejansko smo potihem pričakovali, sam bom rekla, ta tiha pričakovanja so se zdaj glasno uresničila in da verjamem tudi s pomočjo, rekla, teh dobrih zgodb, ki se pokažejo. Danes je, rečemo, že 6. oseba projekta Branka pokazala, na kakšen način se da živeti samostojno. Pridobili smo s pomočjo Spektra ponovno stanovanje v Trbovljah za najem, da si bo uresničila že večletno željo, da se preselita z možem v manjše stanovanje, kjer bo ta lahko kakovostnejše živela. Ne? In vse to so tiste drobne zgodbe vsakega posameznika, ko mu omogočajo višjo kakovost življenja in vse to je bilo pač omogočeno s tem, da smo začeli s tem projektom. Poleg tega pa, da tudi vplivamo še na večje, širše spremembe, da se dejansko tudi v vseh občinah zavedajo, kako pomembno je razmišljati tudi o tej, sicer manjši, bom rekla, odstotku občanov, pa vseeno izjemno pomembno. No, prej si omenila epidemijo COVID-19, zdaj pred časom, kolikor vem, ste se tudi v varstveno-delovnem centru cepili. Kako je bilo?
Ja, cepili smo, bivalne enote so se cepile, ker zdaj še vrsta cepiva pomembna, so se s Pfizerjem takrat takoj cepile in sicer 2-krat, tako stanovalci kot zaposleni. Bom rekla, v dnevnih enotah, ne, so se pa pač uporabniki in zaposleni, mislim, da je zdaj glih 4 tedne z AstraZeneca, pač je bilo, tudi javili smo stranske učinke, kot so bili predvideni, na kateri so dobili temperaturo, slabše počutje, vendar je pri tistih, kjer se je to pojavilo, izvenelo v 2 dneh. Ne. Tako da zdaj, da bi nekdo javil, da ima kakšne posledice, bom rekla, pri vseh cepljenih v varstveno-delovnem centru sreči ni. No, Špela, prej sem te vprašal, če je dovolj oseb, ki bi se prijavile, pa ki so se prijavile v ta projekt s teboj lahko. Je pa dovolj tudi teh podpornih oseb, ki pa so pripravljeni tem osebam, ki zaživijo na svojem, pomagati? Ja, izvajalcev, bom rekla, je tudi zaenkrat dovolj, ker širimo počasi. Zelo pomembno je, tako kot sem že v prvi oddaji povedala, da so izvajalci osebe vredne zaupanja, zaradi tega, ker v končni fazi, tudi če nekdo ni v inštituciji, pa ima izvajalca podpornih storitev ali pa osebne asistence, ko tega uporabnika izkorišča oziroma si uporabnik ne more sam pomagati, ker tukaj zaupa tej osebi, da lahko zlorabi njegovo zaupanje, nismo nič naredili. Ne. Zaradi tega je zelo pomembno, da so te izvajalci res, bom rekla, etične, moralno odgovorne osebe, ko res želijo sočloveku pomagati in ga podpreti tam, kjer sam ne more. Ne pa namesto njega delati, ne. Ampak ga okrepiti v dejanjih tam, kjer sam zmore. Špela, preden gremo iz tega malce bolj hrupnega mestnega središča v Čemšenik ali pa nekateri rečemo skoraj da še iz Lake, bi še kaj povedala, preden gremo k Branki? Rada bi mogoče samo še to povedala, pripravljenost vseh županov, tudi direktorjev občinskih priprav, da priskočijo na pomoč. Danes zjutraj, tako kot sva prej rekla, pa potem nisem dokončala, sem imela ob 11. sestanek z županom in je pač povedal, kje so zazidljive lokacije, kaj je namen delati, vendar potem, ko je začutil, da je ta potreba dejansko aktualna, smo našli še nove možnosti, ki se bojo zdaj proučile. Mi bomo tudi v VDC-ju dali dejansko povpraševanje domov, kdo potrebuje v prihodnosti primernejše stanovanje, ker tukaj so uporabniki, ki so tudi v projektu, naprimer Teja Repovžova, ki bo še v eni naslednjih oddaj nastopala, ko se bo čutila dovolj varno. Ona dejansko prebiva z mamico, ima podporne storitve sedaj tudi tam, kjer jih potrebuje, predvsem na daljavo. Ampak tudi stopnice, ne? Ja, vendar tudi stopnice, ne. In sem njej napisala, ali se predstavlja, da bi lahko ona sama zaživela s podporo v tem stanovanju, pa je rekla, da ne, da dejansko, da bi se želela pa čutila dejansko potem samostojno, bi potrebovala v prihodnosti stanovanje, ker ne bi bilo stopnic oziroma bi bilo dvigalo, čeprav pri dvigalu tudi vemo, je pa problem, ker se lahko pokvari, predvsem pritlično stanovanje, ne. Torej, župani, če naju gledajo, pa tudi mogoče tisti odgovorni v državi, naj zagrizejo v nova stanovanja, primerna za invalide. Če smo že občine prijazne invalidov. Ja, sigurno da, no. Tako da to je eno izmed bistvenih komponent tega samostojnega življenja. Tudi videli smo zdaj, kaj COVID prinese v eno inštitucijo, da dejansko je težko preprečiti okužbo, ampak se razširi, ne. Tako da tudi z tega vidika se mi zdi, da je še en dodaten impuls, da je kakovost življenja v nekem lokalnem okolju in če je le možno, si za to prizadevajmo vsi. Najprej čisto za začetek, ne. Zdaj, tisti, ki živimo na Izlakah, imamo ta kraj kar za Izlake, ampak to niso več Izlake, ne? Ne, to je Čemšenik. Ti si tu odraščala? Jaz sem tukaj odraščala skozi od majhnega, od svojega rojstva. Kako se je pa še reklo tu? Reklo se je tukaj parparkelj. Zakaj pa? Zato, ker so včasih prej še starejši ljudje govorili, da hodijo parkeljni, pa da otroke odnašajo, majhne, če niso pridni. No in zdaj je počasi nastopil tisti čas, da boš ta konec zapustila z družino. Ja. Zakaj? Ja, prvič ne smem sekati, drugič treba je drve kupiti, je pa prevelik zalogaj, strošek, ampak to hišo bom še obdržala, ker bom na njih usadila, pa bom še tukaj prišla, pa se bom usedla, pa kakšen kofe si skuhala, ampak drugače bom imela pa stanovanje.
No, ti si v projektu S teboj lahko in preko tega projekta sta z možem prišla do stanovanja. Kje? Tako, v Trbovljah. Ne vem točno ulice, ampak v Trbovljah. Sta si že stanovanje ogledala? Stanovanje smo si že ogledala pred malo več kot enim mesecem. Vzela smo 30 kvadratov, ampak zdaj pa rihtajo še tlake. In kakšno bo stanovanje, kolikor ste si ga pogledala? Stanovanje je zelo lepo in bo tudi udobno. In sončna lega je. Kolikor vem, sta ga dobila pomagalo podjetje Spekter. Ja, pomagal je podjetje Spekter. Ta prvi je pomagal občina Zagorje, ampak občina Zagorje so rekli, da je preveč za Bazecanu v Zagorju. So najdela pa občina Spekter pa dala v Trbovlje. Torej podjetje Spekter je potem uredilo stanovanje. Koliko časa si pa ti že vključena v varstveno-delovni center? To mene, da se ne bom zlagala, 15 let, približno. Kje si bila pa predtem? Predtem sem pa jaz naredila šolo, šiviljsko, dvoletno. Po šoli šiviljski dvoletno sem se preselila s možu v Dolenjske Toplice. Tam sem pa delala v firmi Novoles, pa v gostišču Kolesar. Sem delala v kuhinji in po sobih sem pucala, pa sem zaslužila. Potem sta se pa preselila nazaj sem? Potem je bila pa hčerka, ta velika hčerka je bila stara 2 leti pa pol, smo se preselila tukaj domov. In tukaj smo začela rihtati hišo tle, da smo si okne zamenjala, pa da smo si prebela, zrihtala, pa se je pa rodila ta druga hčerka. Ti si bila pa vmes malce brez službe, ne? Ja, sem bila brez službe. Jaz sem bila skozi brez službe, dokler nisem prišla sem domov, da sem šla v VDC. In kako ti je v VDC-ju? Zaenkrat v redu. Tu ponavadi ne posije veliko sonca, kaj? Pozimi ne. Zdaj marca, konec marca, zdaj bo začel. Bo pa dosti sonca. Se z možem zelo veselita, da bosta šla zdaj iz tega konca, ali tudi gresta malce težko, da nekako zapustiš tisti konec, kjer si odraščala? Veselim se tega konca, da bi bila še tle, ampak drugače mi je pa tudi vse, da imam stanovanje. Se bo težko navaditi, zdaj je to občina Zagorje, potem bo to občina Trbovlje? Bomo se navadila, počasi pa bo šlo. Bomo vztrajala in malo bomo tle, malo bomo tam, malo bomo gor na njiv, da bomo sadila, da bomo imela predelke, pa bo. Kako sta pa kaj s financami? Bosta lahko shajala zdaj? Ti prejemaš nekaj kot invalidna oseba? Jaz imam kot invalidnino, pa ker delam tle v VDC, imam 10, kakor dobim, ne, kakor delam, kakor sem na šihti, pa ker imam mož. Ima socialno, pa zadnjega varstveni. Bomo shajala, bomo. No, z nami je tudi Tinkara Kovač, podporna oseba teh, ki so v projektu S teboj lahko. Kdaj si se pa ti pravzaprav sploh srečala z varstveno-delovnim centrom? Ja, jaz pa že od majhnega, ker je mami zaposlena, sem po šoli hodila tja in od začetka mi je bilo, priznam, mačken nenavadno kot otrok. Pa sem pa gor s tem rasla in mi je zdaj sem tudi v srednji šoli, pa na faksu sem bila prostovoljka v VDC v Kopru, pa kle v Zagorju in mi je to zdaj nek del življenja. Si že zaključila šolanje? Absolvent sem trenutno, tako da letos pišem diplomo, pa bom konc. Katera smer? Aplikativna kineziologija. Zdaj boš pa morala to malce razložiti, ne, ker čisto mi pa ni jasno. Ja, kineziologija je veda o gibanju in meni osebno se bom bolj osredotočila glih na to športno dejavnost oseb s posebnimi potrebami, pa naprimer z Branko gremo na sprehode, tako da ostaja aktivna. Nekako je bilo kar logično, ne, da se vključiš tudi v ta projekt S teboj lahko kot podporna oseba. Kaj pa je pravzaprav tvoja naloga?
Na začetku je bilo rečeno, da bom bolj na športnih dejavnostih, pa vsi vemo, da je trenutno situacija malo drugačna in so me vprašali, če bi delala s Tejo in z Branko in sem rekla, da lahko. In trenutno z Branko imamo bolj te selitvene, gremo na kak sprehod, večino smo pa navezi prek telefona, če ima kakršnokoli težavo, da si pomagamo, da smo ena za drugo pač skupaj. In isto s Tejo pa še malo bolj gibalno, da malo gibamo in pa isto pač, da jim pomagaš, koliko le lahko po svojih najboljših močeh. No, za Tejo vem, Tejo Repovž, da se bolj skriva doma, da se kar precej boji kakšne okužbe, da je veliko doma. Torej, verjetno z njo delate po elektronskih povezavah. Ja, prek vseh teh medijev, kar jih imamo, večino prek videoklicev, no, ker ima svoje razloge in smo rekli, da bo še čas, da se uživo podružimo. Ampak brez njenega smeha pa dobre volje pa ne gre, ne? Ne, tako tudi Branka vedno nasmejana, vedno dobre volje. In pač meni je res to polepša dan, no. In to se nekako prenaša potem tudi na tebe, ne? Ja, res. Pač težko opisati, kaj vse ti lahko dajo te ljudje, no. Res. Spet smo se preselili nazaj v Zagorje, z nami je še zadnja sogovornica, Ivka Mehič. Ivka, živjo. Živjo. Tudi ti imaš prav zanimiv primer, ti skrbiš kot osebna asistentka za dve svoji sestri. Ja, pa za mamo. No, kako je? S Težko. kakšnimi lepotami pa težavami se srečuješ? Pustila sem službo v Eti, zaradi tega, ker nisem mogla oboje. In sem se podala v to osebno asistentko, ker nisem znala. In je težko, ker težko je zaradi stanovanja. Jaz sem čez cesto doma in grem vsak dan, letim zjutraj in zvečer, ne, popoldne. In težko je, ker imajo premehko stanovanje, 50 kvadratov, in ti ne moreš pomagati, ne moreš uveljavljati asistenco, ker živijo dve sestre v eni sobi, mami pa v kuhinji spi. In eni drugi so na pot. Zdaj, ko je COVID, tudi ena ne more iti v VDC, ne. In je nenormalno. In pol jaz na občino, na center, direktorji stanovanjske, prosim za pomoč. Za več, ali pa še en stanovanje, da bi vsaj ena sestra se odmakla, ne. Kakšno stanovanje pa? Pritlično verjetno, ne? Ja, za invalida. A sta sestri gibalno kaj ovirani? Ja, ena ima mišično distrofijo, a druga je pa invalid prve kategorije spodnjih okučin, tako da obe. In kakšni so kaj obeti? Njih. Jaz sem izgubila upanje, ker stanovanj ni, občina nima stanovanj. Če pa ponudijo, ker je 30 ali 40 kvadratov, sestra pa ne more biti sama v stanovanju, mora biti en asistent pri njej in ni. Spet ena soba, ena kuhinja, nemogoče. Tudi ne more sprejeti, ker ni primeren. Pa verjetno tudi informacija za tiste, ki nas gledajo, da če tudi bodo enkrat sestri dobile primerno stanovanje, da to ne pomeni, ne, da je to stanovanje podarjeno? Ne. Jaz sem presenečena tukaj, ko imajo penzionisti pa invalidi možnost za stanovanje, 40 kvadratov, 700 evrov are, plus 3 najemnine, ker niso majhne invalidi. In če nimajo dosti dohodka, moraš biti porok. Si porok njim, ne? In to ti podpišeš, da boš plačeval njihove stroške, če niso zmožne. Jaz sem presenečena, kako ljudje s pokojnino, z invalidnino pridejo do tega stanovanja. To so samo za večjo elito. Za enega bolanga človeka, danes lahko jaz bolim, ali pa kdo drug, pa bo rabo stanovanje. Pride, sam ga dajo v dom. Tako so moja sestra dali v dom Sevnico Impulso, 40 let je bila stara, hčerko 5 let staro, ki ga je pol ni videla. Meni je bil to šok. Jaz jo nisem videla tam v nepokretnem za dom ostarele, da je bila tam, ker tam jih je bilo 6 v eni sobi, ležali in moja sestra vmes, enkrat na teden so se tuširali, umivali. Jaz sem dobila živčni zlom, ki sem jih zagledala. In se potem ukrepala? Ja, vzela sem jo ven. In sem
skrbim za njo. Službo sem pustila, so tudi mislili, da sem nora, mogoče sem nora, ker nimaš ti svojega dopusta, svojega časa, ti nimaš zasebno, ker nimaš možnosti, ampak pa vidiš, sestre je zadovoljne, mami zadovoljne, ker bi vse 3 mogli iti v dom, občino bi to koštalo, ker nima dosti dohodka in jaz gledam na lepo besedo občine, centra, direktorja za pomoč, da bi se najdel kak stanovanje, da bi jaz njima lahko pomagala. In kje vidiš rešitev? Mogoče vidiš kje, da bi se lahko ta stanovanja zgradila, mogoče adaptirala kakšna stara stanovanja? Ker to sploh ni občina... Po meri invalidov? Ja, niso to imeli v mislih, sploh niso videli to situacijo. Ker ne zavedajo se, da danes sem lahko jaz ali pa kdo drug zboli. In če nimaš možnosti, da greš ven, pa da si v stanovanju, te dajo v dom. Ampak dom ni za bolane ljudi, za invalide. To so sam dom starejših. In tam so mladi in stari skupaj. In to ni normalno, ker to, jaz, ki sem to videla, sem bila šokirana. Jaz bi raz prosila, da greste enkrat v Impulso, v dom Sevnico, pa da vidite razliko ali VDC, ali pa Impulso, v VDC so svobodni, grejo ven, tam so pa zaprt za ograjo. In so kot ti za rešetkam, tiste učke vidiš in te prosijo za kak evro, za kak cent, za kavo. In mislim, mene to prizade, jaz to nisem videla. Kolikor sem malce zaznal, si ti malce skeptična, da bo v doglednem času prišlo do rešitve. Kaj pa sestri? Sta optimistki, mama? Mami je rekla, že ne verjamem več. Kaj sem rekla danes, da bomo govorili o tej oddaji za stanovanja, jaz sem zgubila upanje. Vse sem zgubila, ker k meni ne morejo priti k sondetrem na stropju, ne morejo, ker je COVID, ne morejo iti na kavico, ne morejo ne v VDC, zaprti so, dobesedno so zaprti v 50 kvadratov, 3 osebe so bolne, žalostno. Ampak vem pa, da Špela Režum pa ni izgubila optimizma. Špela je pa naš sonček, pa jaz pravim, da je res. Pravi človek na pravem mestu? Ja, bori se za nas vse. Za vse se nas bori. Tisk, ti misliš povedati, ona pove. Ti misliš narediti, ona naredi, ker mi ne znamo. Mi ne znamo župani. Jaz župani pošljem mail, pa pošljem prošnjo, ampak ona pa zna z lepo besedo pridi do pravi. Če jaz ne, jaz včasih popizdim, znorim. Ni to za televizijo, ampak to. Tako je, Ja. To zagorsko, Ja. Jo bomo še porabili, Upam, da ne. Upam, da bo družba, pa država, pa varuh človekovih pravic malo pritisnil, da tudi bolni ljudje, ali mlada družina, ali invalidi, da imajo vsi pravice svobodno živeti, ne da jih zapiraš. Zato, ker si bolan, da te zaprejo na zaprtem oddelku, mislim, jaz to nisem videla. Sploh potem, ko se bo tale virus poslovil, ko bomo vsi odprti, Ja. Morajo biti odprti tudi invalidi, Ja, v VDC jaz sem srečna, ker jih vidim, ki se sprehajajo, ki dajo kako slikco, da grejo ven, ki so srečni, za enim sprehodom pa so srečni, nekaj malega. Koliko pa tisti pomeni, ki to ne morejo narediti, ki so zaprti. Mislim, Juka, hvala. prosim. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.